Nekoč je živel nenavaden fant, ki je oboževal število 3. Ni bil popoln, a imel je veliko srce. Pustolovščine so ga spremljale in prijatelji tudi. Sam si je krojil svojo srečo, a najsrečnejši je bil, ko so 3 nova srca zavedno vstopila v njegovo življenje. Radenska, 3 srca. V Ptico Moravske Toplice kot osnovno dejavnost izvajamo informiranje in obveščanje gostov, tako domačih kot tujih, o prireditvah in dogodkih na našem območju. Potem med druge aktivnosti štejemo tudi koordinacijo in izvedbe raznih turističnih prireditev, delujemo na področju projektnih aktivnosti za razvoj turizma. Potem prodajamo turistično literaturo in pa izdelke domače in umetnostne obrti, sodelujemo pri skupni promociji Pomurja na tujih trgih in pa kot zanimivost oziroma kot edini izvajamo tudi rezervacijsko službo za privat apartmaje v naši okolici. Največkrat našim gostom ponujamo nasvete za izlete, za oglede širše in ožje okolice in predvsem namige za izvajanje aktivnosti za dobro se imeti. Kar je zanimivo oziroma kar bi želel še posebej poudariti, je pa to, da je naša poslovalnica Ptice Moravske Toplice odprta vse dni v letu. Poslovalnico Ptice Moravske Toplice imamo še v Selu pri Rotundi, katera je odprta od aprila do novembra. V Ptice Moravske Toplice beležimo zelo pisano strukturo naših obiskovalcev. V letu 2016 smo beležili čez 28 000 obiskov naše poslovalnice. Poleg domačih gostov prevladujejo predvsem gostje iz germanskih področij, sledijo jim pa potem Hrvaška, Češka, Madžarska, Velika Britanija. Imeli smo pa tudi že obiskovalce čez oceana. Moram povedati, da je povezovanje z lokalnim okoljem na zelo visokem nivoju. Velik poudarek dajemo predvsem naši kulturni in naravni dediščini. Med kulturno dediščino nekako prištevamo sakralne objekte, katere so bistvenega pomena, to je Plečnikova cerkev v Bogojini, potem cerkev svetega Martina Martjanci in pa seveda naša posebnost selanska Rotunda. Ko smo razmišljali, na kakšen način približati to našo kulturno dediščino, sakralne objekte mladim, smo se odločili, da pristopimo k projektom priprave in izdelave didaktičnih pripomočkov, s pomočjo katerih poskušamo na čim bolj enostaven in igriv način približati vsebino dediščine našim najmlajšim. Ptice Moravske Toplice ima v svoji ponudbi pestro ponudbo kolesarskih in pohodnih poti. Imamo 10 urejenih, označenih kolesarskih poti različnih težavnosti, poleg tega imamo 11 označenih in urejenih pohodnih poti, prav tako različnih težavnih stopenj. Ptice Moravske Toplice organizira oziroma nastopa kot soorganizator pri številnih prireditvah, katere so že postale dejansko tradicionalne prireditve. Vključujemo se kot soorganizatorji pri dogodkih, in sicer Festival prekmurskih dobrot, Zelenjadarski dan in podobne. Poleg že ustaljenih in uveljavljenih dogodkov želimo s promocijo vinskega turizma, s kulinaričnega turizma, športnega turizma pripomoči še k večji prepoznavnosti kraja Moravske Toplice in regije širše.
Kar se tiče Term 3000 in Term Vivata, je res, da je večina oziroma glavnina gostov njihovih gostov. Naša želja je in naši cilji so, da povežemo ponudbo našega kraja z glavnimi akterji in s tem omogočamo oziroma ustvarjamo neke sinergijske učinke v obliki doživetij in da se bodo gostje z veseljem vračali k nam v našo destinacijo. Ponujamo Prekmurje, ne. Pri nas je zelo dobra izhodiščna točka za ogled vseh raznih znamenitosti prekmurskih, dobrih oglednih točk. Dobro sodelujemo s vsemi gostinci tu okrog, z domačimi proizvajalci. Naši gostje so v glavnem še zmeraj prevladajo slovenski gostje, se pravi osrednja Slovenija. Drugače pa moram reči, če bi se za tuje goste odločil, kateri po vrstnem redu, niti ne bi vedel povedati, zato ker je, ne vem, iz različnih držav hodijo, ogledujejo si. K nam prihajajo vsi, od parov, takšnih drugačnih, do družin, do skupin, do organiziranih team buildingov, podjetja na neke izhodiščna točka za njih, da si ogledujejo Prekmurje. V glavnem je res tu taka široka paleta gostov. Vsak za sebe nekaj najde dobrega, ne. Mi tu sicer izgledamo bolj mala vasica, ne, ampak za mene, ki to tržimo, prodajamo, polnimo, se zdi 10 hiš z 100-105 posteljami kar neka kapaciteta, da to napolnimo, da zadovoljimo tudi te goste, ki pridejo k nam. Mi imamo sezono celo leto. V glavnem je pa špica sezone normalno poleti v počitniškem času, ne, ker vseeno takrat je največ družin z otroki, kar je bil tudi prvenstveni cilj izgradnje tega, kot ciljni gostje so bili te družine z otroci. Drugače pa po zimi imamo včasih celo kak mesec boljšo realizacijo, več gostov kot pa spomladanskih ali jesenskih mesecih. Mi imamo 10 hiš, v katerih so različne nastanitvene možnosti, ne. Se pravi, tej, ko snemamo, je vila, ki mi imenujemo Panonska vila, je do 7-8 ljudi, kuhinja, 2 kopalnici, podes, spanje, ne. In ostale so pa 6 hiš je pa z 4 apartmaji, in te apartmaji se ločijo, so 2 za 3 za 4 ljudi. V vsakem je kuhinja in vse ostalo komotnost, kar pač sodi poleg, ne. Skelet je zidan, ne. Fasada zunanja je v obliki stare fasade, ometi notranji so na čisto domač način in so glineni, ne, neobdelani, tako da je to res da svoje počutje, isto kakor pohištvo iz masivnega lesa. Za prihodnost, bližnjo prihodnost, se pravi v mesecu 2, predvidevamo odprtje restauracije gostilniškega dela v Kozolcu, kot ga mi imenujemo, ne. Tako da bomo v tem prostoru ponujali gostom tudi prekmurske zajtrke, bomo dali v jedilniku, bomo ponujali domače prekmurske specialitete. V tem Kozolcu bomo ponujali tudi
možnosti različnih storitev, kot so recimo poroka, tudi v prekmurskem stilu, razne team building pogostitve za podjetja, zaključke, abrahame, različne stvari, tako da bojo lahko tudi ne naši nastanitveni gostje uživali v tem panonski vasi. Ta kozolec bo imel pač v malo daljši prihodnosti tudi wellness zgodbo in bomo pač to vkomponirali v ohišje te zgradbe. Svojim gostom bi se najprej rad zahvalil za zaupanje, da nas obiskujejo. Zelo sem zadovoljen, ker naši gostje so povratniki, nas dosti obiskujejo, dostikrat letno pridejo, se vračajo, tako da so očitno zadovoljni z uslugo in z ambientom, ki je tu. Tistim, ki pa nas še ne poznajo, pa priporočam, da pridejo na oddih, se relaksirajo in uživajo v Prekmurju. Mi smo začeli za to dejavnost, kmečki turizem ali pa turizem na kmetiji leta 2001. Takrat so bili prvi, mislim, smo napravili otvoritev. Prej pa smo že malo prej smo tudi že imeli, da smo imeli kakšne degustacije, za manjše skupine. Naša kmetija iz Letišča se nahaja v bližini Plečnikove cerkve, to je v bližini nekje 300 metrov. Predelujemo nekje 7 različnih vrst vin, tako da to je največ imamo Chardonneja, potem Sauvignon, sivi pinot, Kerner, Renski, Traminec, Laški Riesling. Običajno imajo tudi degustacije na naših kmetiji turistični. To probajo ta vina, ki je tam po 5 vzorcev. Prvo začnemo z Chardonnejem, potem sivi pinot, Renski in na koncu končamo s temi aromatičnimi, to je rumeni muškat in Traminec. Vsako leto imamo martinovanje, to je tak praznik, vinski praznik. Imamo ta krst mošta s temi starimi običaji tega krsta. Tako da je zelo luštno na tem martinovem. Na naši kmetiji spremljamo cirka 60 gostov, politiko pa je terasa, pa lepo kakega gosta tudi več. Tu, ki smo sedaj v Bogojini, tu imamo vinogradništvo in kmečki turizem na kmetiji, dočim Črninovci, pa še imamo kmetijo, poljedelsko in živinorejsko. Tam imamo proizvodnja pšenica, koruza, ječmen, glavno za prehrano prašičev, pa pšenico za moko. Od živinoreje pa potem imamo prašiče, potem imamo tudi tam klavnico in predelavo teh suhih mesnatih izdelkov, tako da imamo vse lastno meso, lastne te šunke, salame, tako da to je lastna proizvodnja. Na naši turistični kmetiji ponujamo gostom hladne jedi, od tega so domače narezke, katere delamo vse doma. Vsak narezek ima še gor domačo pašteto, zaseko, ocvirke, zraven ponudimo domačo zelenjavo, v zimskem času je vložena, poleti pa strežemo vse z vrta, svežo zelenjavo. Prav tako tudi vse solate imamo sveže, poleti domače. V zimskem času pa je vloženo od zelja, repe, kumarc, bučk, paprike. Eno od toplih jedi je bograč, katerega skozi pripravljamo. Potem so dedole, lahko so kot samostojna jed, lahko so kot priloga k svinjski pečenki ali rebrica je zraven zelo dobro. Pripravljamo pa tudi razna kosila,
za skupine. Od sladic pa pripravljamo prekmursko gibanico, za katero imamo certifikat, pečemo poslanke, pa tudi retaše pečemo. Odpiralni čas je skozi vse leto, za vikend, petek, sobota, nedelja, po dogovoru pa tudi za skupine čez teden, lahko je vsak dan. Prihajajo domači gosti, individualni so lahko tudi skupine, praznujejo kakšne rojstne dneve, ponudimo jim ali je hladno ali je toplo hrano, pridajo pa tudi turisti, precej je turistov, ki so tu v okolici na dopustu, posamezni se ustavijo ali pa pridajo tudi večje skupine, se prej naročijo, tako da pripravimo kosilo. To turistično kmetijo smo začela z možem pred 15 leti. V lanskem letu pa smo pač naredili preobrat, smo naredili, da je hčerka prevzela. Trenutno je zdaj ni doma, drugače je pa nosilec cele kmetije, kot tudi gostinskega dela od zdaj naprej ona že. Naša želja je, da bi bili gostje čim bolj zadovoljni in šli od nas dobre volje. Tudi v domači regiji so najbolj prepoznavni tisti klasični, tradicionalni, navadni medenjaki, ker ni dodana nobena začimbica, se čuti dober okus po kostanjevem medu, ker večina uporabljamo tudi kostanjev med, pa seveda drugo tradicionalno vinsko pecivo. To so tudi eni izdelki, ker sem se začela, ko sem se učila pri mojem tasti, začela z njimi tudi delati. To drugo, kar meni največ pomeni, je pa seveda lecto v srce, ki seveda vedno ponazarja ljubezen, toplino, spoštovanje, vedno nekaj veselega in lepega. Sladki začetki delovanja naše dejavnosti, namreč moje dejavnosti segajo v leto 1991, lokacija tudi sega v Soboto, Mursko Soboto, kjer sem začela pri mojem tasti se včiti in tudi pričeti obrt. Leta 2012 je bilo glih takšnega zimskega časa, verjetno bolj v januarju, je profesor etnolog gospod Bogataj nas je povabil k sodelovanju in poslal pač znanega fotografa Arneta Hodaliča v našo delavnico, ki je nudila to možnost, kaj posliko izdelke. Takrat sem morala narediti izdelek izrecno po naročilu za naslovnico te revije in poudarek je bil na tem, kaj je moralo biti ogledalce z rumenim okvirjem. To srce krasi naslovnico revije National Geographic. Ponujamo turistom in gostom oglede pri nas, naše delavnice, degustacije, tudi izvajamo delavnice, tako se lahko poskusijo pač v okraševanje lectovega srca naši gostje. Vsako leto organiziramo tale tradicionalni pohod po sladki polti. Letošnje leto bomo imeli že 14. Tako že kakšen jubilejček je pred nami. Obisk gostov je seveda iz naše širše regije, pomurske in seveda čez cele Slovenije. Seveda je tale pohod tudi tematski, pravimo sladka pot, pohod po sladki poti in seveda, če že ta beseda zajema takšno ime, to pomeni, da se gostje ustavijo tudi pri naši domačiji, pri naši delavnici, kjer se posladkajo z medenjaki, okrepčajo tudi z medenim napitkom, pa vsak pohodnik, ki je pridno šel, dobi medeno medaljo. Sin je bil namenjen, da bo po moji upokojitvi prevzel obrt in to se je zdaj nekako zgodilo, tako da je on nosilec dejavnosti. Jaz pa ne zapuščam delavnice, niti terenskega dela ne, zato ker je to moje življenje. Leta 2015, aprila, sem prevzel od mame obrt. Sem tretja generacija te obrti. Sem začel delati orehove medenjake, potem
čokoladne z belo čokolado, potem smo malo še dodali kokosov zraven, se pravi kokosove medenjake. Potem iz navadnih medenjakov so prišli potem z slivo polnjeni, z marelico polnjeni, delal sem s figami. Naredil sem konopljene medenjake z orehi. Najbolj priljubljeni so še vedno navadni medenjaki, to, kar je pač tradicija pri nas. Imamo moške medenjake, ženske medenjake, prekmurske medenjake in vrajže medenjake. Moški medenjaki imajo v sebi orehe, rum in rozine. Tako da malo rum za pogum, pa orehi pa vemo, kaj pomeni, ne? Potem ženski medenjaki pa imajo čokolado, kak afrodizijak, pomarančno lupino, orehe, mandlje, pražene in lešnike. Potem sem pa še naredil prekmurske medenjake, ker izhajam pač z Prekmurja. Tu pa eno bučno olje, bučno seme, sončnično seme, rozine in belo čokolado. V sodelovanju s pekarno Vitapek iz Domajševec izdelujemo tudi brezglutenske medenjake, ki so na las podobni navadnim medenjakom, vendar pač razlika je moka. Udeležujemo se vseh sejmov in proščenj v Prekmurju. Ni pravega proščenja brez lectvega, celecovega srca. Začetki naše kmetije vinarjev sežejo v prejšnje stoletje, leta 1996 sem gradil ta objekt. Vinotoč smo odprli 2004. Leta, za 1. maj je bila otvoritev, potem z ozirom na to, da je mlajši sin profi kuhar in se je odločil, da bo doma prevzemnik, smo se potem odločili, da smo se preimenovali v izletniško kmetijo. Naša kmetija poseduje 2 hektarja vinograda. Na tej površini je zelo močen asortiman kako vinskih sort, tako tudi jedilnih sort. So pa tudi 3 rdeče sorte. Najstarejša sorta rdeča pri nas je Mode Pinot, ker je bil mednarodni šampion in tega sem tudi točil v Bruslu na svečani proslavi, ko je Slovenija prejela euro. Potem druga sorta je sorta Shiraz, to je francoska sorta iz vrst Cabernejev. Tretja sorta je pa Cabernet Sauvignon. Moram poudariti, da pri nas rdeče sorte izredno dobro uspevajo. Za večje skupine, pa tudi manjše skupine, pripravljamo degustacije. Takoj po gostinski šoli v Moravskih Toplicah, kjer sem bil zaposlen kot kuhar pod vodstvom Bineta Volčiča. Skupaj sva bila tudi na tekmovanju, ki sva dosegla prvo mesto v hotelu Habakuk. Po 6 letih sem se pa odločil, da začnem svojo kuharsko in turistično pot doma. Pripravljam različne menije, starejših receptov, ampak na novejši način, sodoben način. Naprimer hrenova juha z ocvrtim špehom, pol svinjska ribica nadevana z suhimi slivami, domač fižol keber z ocvirke in bučni retaž. Za sladico pripravljamo tu med drugim tudi proseno panakoto.
z slivovo omako. Zraven teh tradicionalnih prekmurskih jedi, kot so dodole, koline, različne vrste zelja, kislega, pripravljamo tudi jedi iz krušne peči. Pripravljamo tudi hladne jedi, se pravi domače narezke z domačimi mesninami. Planiramo pa tudi ponudbo drobnice, se pravi kozjega in ovčjega mesa, spet na nek domači, ampak na sodobnejši način. Tudi sladice pripravljamo, brez gibanice ne gre. Drugače pa imamo moje sladice, ki so nekaj posebnega, kjer jih na drugih mestih ni za dobiti. Pripravljamo jih iz buč, iz grozdja, še posebej iz jurke, je tako aromatična. Naši plani za prihodnost so, da čim več gostov zadovoljimo z avtohtono prekmursko kulinariko, pripravljeno na sodoben način. Zraven jim pa ponudimo vrhunska vina v prečudovitem, zelenem, domačem ambientu. Nekoč je živel nenavaden fant, ki je oboževal število 3. Ni bil popoln, a imel je veliko srce. Pustolovščine so ga spremljale in prijatelji tudi. Sam si je krojil svojo srečo, a najsrečnejši je bil, ko so 3 nova srca zavedno vstopila v njegovo življenje. Radenska, 3 srca. Ideja za nastanek podeželske čokoladnice Pasero v bistvu izvira iz najnih zaključkov študentskih let, ko sva oba zaključila biotehniško fakulteto, smer živilska tehnologija. Bližal se je novoletni praznik, ki so se bližali, jaz sem iskal eno pozornost za Jasmino, takrat še dekle, sem ji želel nekaj unikatnega podariti, pa sem rekel, neč bom pa nekaj sam poskusil narediti, tako da sem se doma v kuhno zaprl. Malo sem probaval z enimi modeli za piškote, sicer s čokolado se malo igrati, tako da nekaj je ratalo, ne glih vse po taki želji, ko sem si zaželel, ampak tisto, kar je ratalo, sem mi podaril, bilo je všeč in iz tega se je rodila ideja, zakaj ne bi te domače lokalne okuse pokombinirali s čokolado. Prvo čokolado sva v čokoladnici naredila nekje 5-6 let nazaj, sva v bistvu malo eksperimentirala s temi domačimi okusi, tako da prva, ki je nastala, je bila z jurko. Tako da poskušamo v naših čokoladah kombinirati te lokalne okuse, med njimi tudi najdete gibanico, se pravi bučno olje, jurka, traminec, bezek, pa še kakšna se najde. Vsaki pa tudi dodamo še kak kanček, mi pravimo, globalnega pridiha, kako začimbico zraven, da se tudi malo okus popestri. Samo osnovno surovino za izdelavo čokolade pa v bistvu uvažamo iz Belgije, tako da uporabljamo vrhunsko belgijsko čokolado, ki jo tu naprej potem obdelamo. Čokolada pri nas nastaja tako, v bistvu moramo zelo biti pozorni na temperiranje same čokoladne mase, ker to je en najbolj pomemben postopek pri izdelovanju čokolade. Se pravi, da se čokolada do določene temperature segreje, ohladi, ponovno segreje, da preskoči oziroma poteče kristalizacija čokoladi. Kristali v čokoladi tvorijo verigo
in zato je čokolada v bistvu tudi na koncu, ko se ohladi, lepo taka svetleča, lepo poči, pa v ustih se lepo topi. Ne. Potem pa za izdelovanje pralinejev potrebujemo take modele, katere vlivamo, pa potem čokolada se izlije, treba je še narediti polnilo, se polnilo napolni, potem se pa še celotna stvar zapre in samo izdelovanje čokolade oziroma pralinejev poteka 3 do 4 dni. Ja, naš simbol oziroma logotip je vrabček, kajti moj dekliški priimek Passero izvira iz Italije in Passero v slovenščini pomeni vrabček. Če ste malo bolj pozorni, opazite, da je v samem logotipu tega vrabčka v obliki perutke je lipov list, kar je v bistvu slovenski simbol, medtem ko pa ta stilna noga samega vrabčka to pa spominja na okrasne ptiče, ki so včasih krasili sleme na streh. Ja, na naši domačiji imamo prav tako shrambo, kot so imele naše babice, ampak da jo mi imenujemo mala trgovina in sicer na policah bi dala predvsem poudarek na čokoladne izdelke, recimo na našo prvo škatlico čokoladne radosti Prekmurja, kjer je zelo lepo zaobjetih 5 tipičnih starih preverjenih receptov. Noter je okus bučnega olja, potem prekmurske gibanice, traminca, bezga ter jurke. Potem so tukaj še naše čokoladne tablice z različnimi okusi, imenujemo jih žlahtna mešanica okusov. Moram povedati, da smo posebej ponosni na naše čokoladne bombone z bučnimi semeni, kajti bučno olje oziroma samo buča je en takšen tipični panonski element in je bučno olje prava krona domače pridelave. Potem so pa tukaj še čokoladne hruške na peclju. Na naši domačiji se ukvarjamo z večjimi dejavnostmi, tako da lahko na policah naše male trgovine najdete tudi ostale izdelke, predvsem poudarek na vinih iz našega vinograda, potem bučno olje, potem so tukaj suhomesnati izdelki, kjer smo še posebej ponosni na naš certifikat za prekmursko šunko, potem se pa najdejo še različna žganja, domače marmelade in sokovi. Vse te dobrote, ki jih ponujajo naše police, pa lahko naši gostje poskusijo v Vinotoču Passero.